Živijo, jaz sem Jan, danes v Infodromu. Pasti igranja igric na telefonih, zabava, ki vas lahko stane tudi več kot 300 evrov. Zaradi vse večjega števila potepuških psov v Romuniji sprejeli nov zakon. Indijska šola v bližini mesta Kalkuta, tamkajšnji učenci odmore preživljajo delovno, nekaj časa ostane tudi za igro. Angry Birds, Bad Lad, Gem Miner. To so imena igric, ki so vam gotovo znana. A čeprav je stvar zelo zabavna, ima tudi svoje pasti. Sprva je igrica sicer brezplačna, kasneje pa za napredovanje zapraviš vedno več denarja in na koncu lahko dobiš takle gromozanski telefonski račun. Prav tega je dobila neka deklica, njeno zgodbo bo prikazal naš igralec Miha. Po mesecu zabave s spletno igrico, ki jo igraš tako, da hraniš in neguješ svojega virtualnega konja, je na dom neke deklice prišel račun za telefon za več kot 300 evrov. Kako je to mogoče? Na začetku je igrica brezplačna. A po nekaj dneh igranja se ponudi možnost, da povečaš moč in izboljšaš konjevo počutje tako, da kupiš posebne bone. Ker je deklica hotela, da je konj čim boljši in da se čim bolje počuti, je kupila veliko bonov za 300 evrov. Pri igranju igrice je pozabila, da Speedy ni pravi konj. Občutek, ko svet igric postane pomembnejši od resničnosti, pa dobro poznajo tudi otroci, ki so zadnje počitniške dni preživljali z Zvezo prijateljev mladine v Kranjski Gori. Naprimer, ko me mami kliče na kosilo, kar pozabim in rečem še 5 minut in ostanem še pol ure gor. Vse čas gledaš v telefon, če ti kdo kaj reče, ponavadi odgovoriš samo z ja ali ne, sploh te ne zanima. Pozabim na domačo nalogo, da se moram učiti. Če se zaspojiš, te naredi od drugega človeka. Lastniki spletnih igric so zviti, zato bodite pazljivi pri igranju. Kadar od vas zahtevajo plačilo, o tem vedno obvestite svoje starše. Koristno je tudi, da s pomočjo odraslih nastavite limit porabe denarja za telefon. Še najbolje pa je, da poiščete brezplačno igrico, tudi teh je na spletu ogromno. Selimo se v Sirijo, državo, o kateri smo te dni že večkrat poročali. Spomnimo, tam že več kot 2 leti divja vojna med vojsko predsednika Al-Asada in tistimi, ki mu nasprotujejo. Sredi avgusta pa se je v tej državi zgodil napad s kemičnim orožjem, ki je zelo strupeno in po vsem svetu prepovedano. Predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama naj bi po svojih trditvah imel dokaze, da je kemično orožje uporabila vojska predsednika Al-Asada, zato je napovedal napad na Sirijo in uničenje skladišč kemičnega orožja. Včeraj pa se je zgodil preobrat. Vladajoči sirski režim je namreč obljubil, da bo predal zaloge kemičnega orožja mednarodnim nadzornikom. Predsednik Združenih držav Amerike Obama pa je izjavil, da bo nadzoroval, ali bo sirski predsednik Al-Asad držal obljubo. Iz Sirije pa v Romunijo, natančneje v njeno glavno mesto Bukarešto. Tam se po ulicah klati približno 65.000 potepuških psov, ki nimajo ne doma, ne lastnika. Postali so nevarni, zato je romunski parlament včeraj sprejel zakon, ki to področje ureja na novo. Na začetku meseca je 6 potepuških psov v Bukarešti tako hudo pogrizlo 4-letnika, da je umrl. Ta dogodek je prestrašil številne prebivalce, ki so nekaj dni protestirali in zahtevali, naj vlada glede tega nekaj ukrene. Mie nu-mi place niciun, urăsc câinii. Dar de ce? Pentru că mușcă, fac toate tâmpenile. V Bukarešti, glavnem mestu Romunije, države, ki leži na jugovzhodu Evrope, se namreč sprehaja približno 65.000 potepuških psov, kar mnoge prebivalce moti. Psi so namreč samo letos pogrizli že več tisoč ljudi. Veliko lastnikov psov je svoje ljubljenčke zavrglo, saj niso več mogli plačevati stroškov za njihovo hrano. Poleg tega v Romuniji ni dovolj zavetišč za živali, tako da psom ostane le ulica. Do zdaj je veljal zakon, po katerem so lahko usmrtili potepuškega psa, le če je bil bolan. Z novim zakonom pa bodo ulične pse zaprli v posebne kletke in jim poskušali poiskati nove lastnike. Če po 14 dneh novega lastnika ne bodo našli, bodo preučili vsak primer posebej. Psa bodo usmrtili, le če res ne bodo našli druge rešitve. Košarkarska mrzlica se nadaljuje. Končal se je prvi del tekmovanj in 12 najboljših reprezentanc se seli na parket ljubljanskih Stožic. Vsaka od njih bo odigrala 3 tekme, prve ste lahko že videli, za naše košarkarje pa bomo spet navijali jutri, ko bodo igrali z reprezentanco Italije.
Bondov avtomobil prodan za 650 tisoč evrov. Avtomobil, ki se je prelevil podmornico, s katerim se je James Bond vozil v filmu Vohun, ki me je ljubil, so prodali na dražbi v Londonu. Kljub vrtoglavi ceni pa se s tem avtomobilom ne da voziti po cesti. Jaz sem med šolskimi odmori najraje klepetal s sošolci. Nekateri so se pripravljali za naslednjo uro, med sošolkami pa je bil priljubljen tudi gumitvist. Preverili smo, kaj med odmori počnejo vaši vrstniki v indijski šoli v okolici mesta Kalkuta na vzhodu Indije. Ko zazvoni zvonec, se v šoli Pi Ali Asher Alo začne nekajminutni odmor. Čas je za hiter skok na stranišče, 2 dežurna učenca pa morata pobrisati tablo in pospraviti učilnico, preden se začne nova šolska ura in v razred vstopi nova učiteljica. Ob 12. je čas za kosilo in skoraj uro odmora. Pred obedom morajo učenci pripraviti učilnico. Odstraniti morajo tepihe, na katerih med šolsko uro sedijo, pomesti tla in pripraviti prostor za kosilo. Starejši učenci morajo kosilo tudi razdeliti. Po kosilu pa morajo tudi počistiti za sabo. Če jim ostane še kaj časa do naslednje ure, se otroci radi igrajo na šolskem dvorišču. Najraje ristanc in ujemi me. Po 6 urah pouka je dneva konec. Dežurna učenca morata pripraviti učilnico za naslednji dan, enkrat na teden pa predvsem starejši učenci skupaj z učiteljicami počistijo tudi vse šolske prostore. Pusto deževno vreme brez sonca se bo nadaljevalo tudi jutri. Ne bo dežnik ves čas z vami. Če pa preveč pogrešate sonce, ga poiščite na kaki poletni fotografiji. Bodo pa jutri zvečer padavine od zahoda ponehale in začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 9 do 15, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obrnite vreme v svoj prid in nas obiščite na spletu. Facebook, Twitter in spletna stran že čakajo na vas. Se vidimo jutri. Adijo.